Evo, me že pile. Se že pilamo, da gre pa jaz v katlele za sovoznika. Ti pa kar voz. Ja, že. Evo, Vink, kar flet navišal. Kva ga je fan zmotil? Še me mluži ga je flet napelo, ko sem ga prej tako naučil. Ja, živ! Kuhaj daj, ti danes bomo pa navigacijo montirali na Kuboto gore. Majhen huj varianto. Bom kar sprot malo govoril, no. Kar šul, ne čakal. 3 pakunge. Zdaj bomo pa kar začeli prerasti prvo, da vidimo. Kaj je vod. Tile dve antene sta une dve. GNSS, to se pravi gore v satelite, to se pravi tile dve sta ta glavne. Natančnost tile navigacije je potem 2 do 2%. Tole je radio antena, ki tudi pride pa za dodatne funkcije prav. Kabel pa magnet. Za tole radio anteno. Stale pa una 4G antena, mobilna antena. En šop kablov, drug šop kablov. To pojde med zboj povežeš tile vse enote. Da to komunicira, to mora skozi malo med zboj govoriti. Steering angle. Tale senzor pride na aksos pride, na kolo, takrat ko vižaš. Da poje zaznava. Nosilci za antene. To se pravi pa treba tele antene pa senzorje pa vse spraviti v računalnik. Tle pa že zdaj vidim, da bo verjeten volan mod, navodila za uporabo, navodila za inštalacijo. Kar dosti težka zadeva pa rekel človek. In tole more poj, original volan moram zamenjati s temole, zato ker tle motorček bo to poj vižal. Da ne bo treba na roke se matra tega. IMU enota, ta zadevca pride v traktor, notrena enota. Poglikan, mora biti voda ravno v vasarvaho, zato da to poj točno meri. Tudi če te traktor visi pa to, če v kakšno breg divaš, da to poj točno diva. Da so te prav izračuna. Plastika za volan, objemke, šravko, še šravko, še malo šravko. Tole je nosilc za monitor, za računalnik. Računalnik je pa tle. Takle zgleda, tudi precej velik videti. Tako da bomo jaz kar dosti dober gor videli. Potreba še da prav gled celo dobiti moje traktorje. Tele so priključke za antene, pa take zadeve, to bomo pa izprot videli, kako gre to kup. Zdaj pa pogledamo še ta 3 koškatlo. To se pravi. Nosilci, tale mislim, da bo šel pa za volan, ker tu treba nekaj fiksirati. Še malo nosilcev. Tle je tudi teh nosilcev več, lih zaradi tega, ker so različni traktorji, pa različne štange, pa različni okvirji in zato so tudi malo več njih razstavljeni, da ima bolj univerzalno, da ni treba nič predelovati. Zato ker tale navigacija ne bi pasala na vse traktorje načeloma, oziroma z minimalnim predelavom, če nekaj treba. Zdaj so šravko, še eni nosilci, tega bomo še predvsem ustavili, to nekaj ponucaš pa še na to, kar gre na traktor, ti sponucati. Tlele so tili, kako temu rekel, puši ali pa distančniki za volan, vsak traktor ima malo drugačen model, zato jih je to. Ne bo prišel sam en prav. Evo, da jih je. Vse je isti princip, ampak mogoče bom pa sam enega, tisti, ki bo pasal na moj volan. Oziroma na moj volan, od Kubote volan. Zdaj sem pa jaz tega lotil. Da prvo bom šel montirati verjeten volan. Pa bom šel antene, gor na streho. Pol bom tole notranja enoto montiral v kabin. Na koncu bo pa še tale senzor, ki pa pride sprednji na akso. Moram to čemu poštudirati, da je to prav nastavljeno, da ne bo kakšnih težav poj na pol, da ne bo vse falil. Upam, da me ne bo kaj dosti zajebalo, ojka. Tlele zadnji sem ga fiksiral, tako da je fiksen, da se tale del navrti, da poj motor lahko vrtu. Tlele so konektorji, imam plec, da ga poj kaj pelal. Evo ga. Zdaj gremo pa naprej na streho, na antene. Zdaj len to približno skup sestavil, pa gre pa spredi gor na kabino. Evo, če je vse prav, naj bi to nekako tako izgledalo. Tle sta tele dve ta male antence, prekraj sta pa ta hude antene. Dal bom spredaj, sem rekel, da tamle luči, bom probal kar na nosilce odluči dati. Nekako takole zdaj izgleda tole, ki je zmontiran gor, tele 4 antene. Nekako takole pa izgleda še spodna.
Že civa vesoljska ladja, ika. Volan imamo, antene imamo, zdaj pa ostal še, to se pravi tista notranja enota, ki se v kabin montira, pa tale senzor, plus še računalnik. Pa vse to skupaj povezati, pa računalnik naštudirati, to kdo dival. Živ! Tale senzor kota, oziroma zavijana pa to. Nak so gorgam fiksiral, verjeten kar semle. Zraven je tudi precej enih dodatnih nastavkov, zato ki je vse univerzalen. Tako da jaz bom verjeten izbral kar tega. Takole gor. Na tem modelu mora biti gor, da se to vse skupaj vrti, senzorja mora iti. In sem ga takole montiral, pa na blatnik pa s kablem v kabino. To je pa treba tele kable še mečkam pokupčkati, pa z vizicam skupaj vrš, da ne v to vse cvadil posod. To bomo pa na konc dival. Zdaj nam je pa ostal še, to se pravi notranja enota. To bom šel montirati zele. Tle okozica je najbolj vodoravno, tlele je v Wasserwago. In bom takole namontiral, kele spodaj. To je kater žiroskop not. Evo, daj sem pa je že počas proti konc. Tlele je tista notranja enota, sem jo tlele zadnji fiksiral, kaj bo največ placa, pa vodoravno je. Računalnik, pa nosilc. Pa kar se tiče telah zadev, so vse fiksirane, moram biti še kable potegniti od vsake antene, od vsake enote na tukaj le gor, kakor se vidi, je cel kapenih priključkov. No, zdaj sem se odločil, da kar sem le gor na vrata montiral, kaj je dosti optimalno. Lahko bi tudi le spredika montiral, ali pa sem le gor kakšen nosilc naredil, pač opcij več. Ampak jaz sem se odločil, da bom kar na vrata. Bo čisto v redu, po mojem. Če pa kaj nov kul, pa pa je prestavljen. Zdaj smo pa mi tukaj delaš, da gremo v to zadevo malo probat. Komponente so zmontirane, kabli so tudi povezani v računalnik not, majhen bo še za pokupčkat, no. Zdajle not smo unesli vse dimenzije od traktorja, to se pravi, treba premeriti, koliko je od antene pa do zadnje akse in podobne zadeve, pa koliko je traktor širok, dolg, pa take fore, da se to pa izkalibrira. Midva sva merila z metram in tudi, če pač še ni čisto točen, greš pa delati test, oziroma še eno kalibracijo, to bom pa zdaj pokazal, kako se naredi. Še pred tem je pa treba zrihtati signal. Gor so GNSS antene, dve, tiste tabele, in tiste antene gor morajo dobivati poj signal iz GNSS omrežja SmartNet. To se pravi, to je en tako omrežje, ki so take postaje, pa centrale narejene po Sloveniji in iz tam te podatke dobiva poj na tele antene, da je to točen. Jaz tudi ne znam jih to dobro povedati, kako laufa, ampak v glavnem to je ta SmartNet. No in za dostop do te korekcije rabiš imeti na teli napravi gor na navigaciji. To se pravi, internet pa RTK povezavo, ki jo naročiš. Jaz sem se na tega le povezal kar z Wi-Fi-jem. Prek svojega telefona sem dal mobilno točko, hotspot, pa sem se pa z Wi-Fi-jem povezal na moj telefon. Je pa varianta, da not SIM kartico vključaš, pa ti pač dela prek mobilnih podatkov. To je po želji. Naslednji korak je pa, da dobiš še RTK dostop. Jaz sem ga že not zadnjo namontiral, ko sem ga že dobil. Muzele, ko imeč kar neč povedal, v glavnem dve variante imaš RTK setting, evo. Imaš network RTK pa mobilno postajo. Ta mobilna postaja pomeni, da kupaš eno tako bazo, eno tako centralo, ki jo postaviš doma ali pa nek na pole in ti vdaja signal. Ne rabiš pač vzimati RTK-ja od kakšnega dobaviteljna. Jaz sem pa vzel mobilen RTK, to se pravi network RTK, od ponudnika dobiš podatke, pa se pa konektaš. Jaz sem že pokonektan gor. Zadeva je plačljiva, letno se plačuje na naročnino. Vzel sem pa Geoservice iz Ljubljane. Firma Geoservice je vodilni dobavitelj za merilne inštrumente Leica, za gradbeništvo. To so nivelirji, laserji, pa tako merilno tehniko imajo, no, 3D skeniranje raznih prostorov, pa tudi malo bolj kompleksne zadeve, kakšne premikanja merijo, ne vem, kakšnih mostov, plazov, take variante, tako da je res to kar taka obsežna pa orang firma. V glavnem, meni so prav prišli zato, da sem naročil naročnino na RTK, da mi je oddelala navigacija do centimetra, 2 centimetra natančen. To je pač zame v bistvu, pa tudi če bo kakšen tole navigacijo kupil, je pa najboljš kar pri njih naročiti, če je direkt naročnino na RTK, da imaš to v kompletu pa je povezan. Zdaj v bistvu traktor pa je vse že prištiman, da bi šel kaj na pol nekaj probat, sicer zdaj le tako vreme, da ne vem kvap kaj dio na pol. Tako da bom kuj to prvi priložnost malo posnil, da vidimo, če je to natančno, pa kako pele. V zadnjo, ko sva traktor merila, sem šla pa že kuj probat, koliko je to natančen, zato ker ti z metra ne moraš jih do milimetra natančen pomeriti in moraš pa narediti eno korekcijo oziroma moraš skalibrirati. Lahko pokažem, kako je to zgleda. V zadnjo se ni videl, ker je bila že tma, zdaj pa lahko pokažem, kako prvem bližen zgleda tista kalibracija,
Zdaj pa res, traktor čisto umirjen z navigacijo. Črto moš narisati, to se pravi novo linijo, straight line. Recimo, da sem zdaj, ker sem tle, je point A. Pa greš pa naprej. To se pravi, premikamo se. Tale tudi riše črto. Tole se vidi. Ni kaj dosti važen, koliko se vijuga. Pač, važen je, da napišeš not točko A pa B. Zdaj, kjer je do konca prišel ceste, da mi poj obrnil. No evo, pa recimo, da je tle točka B. Evo, in imaš zdaj dve točke. Podaš pa import, recimo test. Test. Save. In evo, ti že vrgal več linij. To recimo, kada si na pol že v bistvu dela. Zdaj pa tle obrnil. In evo, A pa B, da damo pa start. Evo, že mota. Tu da se najde dečko. Evo. Takole fletna mota, tale gre pa tudi po liniji. Tlele gor pa kaže, koliko fali. 0,03. To se pravi 3 centi, 1 centi. Zdaj je kar dosti točen. Takole pa zgleda, kot vijuga. Pa zdaj je ta zadeva že umirjena, ampak bom sam še enkrat pokazal, tam ne bo nove sneg zraven gume. In on pile, v glavnem ravno linijo ima, nima zavito, ima ravno. Pač več variant imaš, lahko zavito delaš, lahko pa ravno, odvisen od parcele. No dobro, in tle damo zdaj pauzo. Zdaj sem obrnen, start bom dal. Tako da se dečko najde. Tako da pride na ta prav mest. Pa te tle da v 0 pisal. Evo, 0. 0. Volan je tle. Zdaj bom pa tam le sneg nametal, da vidimo. In jaz bom zdaj navigacijo dal na on. Če stale sneg bo palal. Sem tam ne 50 metrov naprej pelal, pa bom traktor obrnil. Pa spet sem z navigacijo nazaj. In če vse prav bi mogli biti una guma čist zraven tele gume, kakor sem tle videl. Če vse prav bo moglo biti zelo točna. Speljamo. Tale pač riše svojo pot naprej. Tole tudi viža. Ne rabim nič posegati v volan. Veš, on gre tam na 2 centi, 1 centi natančen, zdaj je čist na 0. Je čist tipi top gre. Takole malo pospešimo. V glavnem je zdaj tam na koncu obrnil in ko bom šel nazaj, mora guma prijeti čist na tisti tir, kakor sem prej sneg povozil. Pa vidimo, da je čez kalibriran. No evo, se že nazaj pelamo. Gremo že nazaj takole fletno. Tale viža. Jem pa zdaj dol stopiti in šukele zraven snega pogledati, če šel traktor prav. Moram pa nazaj na traktor skočiti. Evo ga. Zdaj pijemo pa ven. Evo, traktor se sam pele. In tako ima volan gor, se vidi, da suše. In zdaj mora iti. Tle je guma. Da vidimo, kje je všel. Evo, čist točen. Čist točen je šel, da moram pa hvala, da ima nov. Ne vem kam. Evo, volan kar viža. Evo, stop. Takole se pa traktor skalibrira. Če prej ne bi točen pomerila traktorja, vse merjeno tu nesla ta prave, bi bil tam neodstopanje. Bi prišlo ne za eno gumo, bolke ali pa sem. In pa moraš tisto razliko pomeriti, pa za eno enač bo to poj preračunaš, pa noto neseš ene podatke, tako da ti se odstopanje razbiješ, kad si takrat meru, a ne, če je kaj narobe. In zdaj se vidi traktor je umerjeno piko. Navigacija je zmontirana, preštimana, skalibrirana, RTK naročnino imamo tudi, od geoservisa. In zdaj, ko je ta prva šansa, da imaš le kaj provat, kaj devat, jo mu klopu pa posnel. Živ! Na vkrat se gremo pa tudi po cestmo jih naprobat pelat. Da vidimo, kako šlo. Bomo novo linijo narisali, novo routo. To se pravi, jaz se že kar fletna pelem. Pa tukaj new line. Tole bomo dali na curve mode, da bomo kao vinke divali. Da se pohmajno not pelem, pa nadiva, RTK je navleče. Satelita nekaj najde, ampak prav RTK pa nadiva. Piše, da moram biti na odprt,
Sonce pa tudi cvetka pri norca, kaj ga. Črto naredim povinka. Koliko se pelemo. Ko on riše gor. Evo, pot smo zarisali. Zdaj pa kar gremo. Start. Data loading. Evo, me že pele. Se že pelemo, da gre pa jaz v katlele za sovoznika. Ti pa kar voz. Šva se fam pelamo. Mojih nagasa. Drugač gre pa tole do 18 na uro. Mislim, da je diva navigacija. Tam le še poj levo v Uvin gor. Tam se začina Uvin, pa da se vidi. Evo, tale pa tudi že zavija. Jo, čist vledne noč zmotal. Tamle tudi kaže odstopanje, je čist natančen 0 ali pa tam en centi ponavad maksimalno fali, tako da je kar. Evo, še takola, mojih napred nemo. Da ima nov šu. A vidiš, ti staj takola uvinka sta. On se pa flit napele. Sploh ni težav. Me neč ne skrbi, da bi šel kaj po svoje. Prav flitna gre. Evo ga, prihaja. Kar sam od sebi. Čiu! Taksi gre pome, avtopilot. Zdaj sem pa jaz gor usidil. Čiu! Evo ga, smo že v traktorju. Takole to pa je diva, v glavnem treba je naštelati mu eno pot, eno linijo, da on ve, kako mora voziti, pa si pa takole usporednice naredi. Ne vem, če pa če zadnji zdaj, recimo, da je mu 3-metrsko brano, poj on dela po tistih usporednicah, tam se voz. In tudi ta navigacija ima U-turn, to se pravi, ti so obračene na konc njive. Ti, ki zaključiš, recimo tole linijo, ti bo traktor avtomatsko obrnil, pa boš v tole linijo, čisto levo. Zato da poj kontra dela, da se na direkt obrne. To še enkrat majhen več pokazal, no, kako pa kaj je. V glavnem, ima funkcijo ta navigacija, da se sam traktor obrača na konc njive. Kar je velik plus. Navigation. FJ Dynamic. Če kakšen ga ta navigacija zanima, če kakšen to zadevo mu, da poj imaš ti avtopilota v traktorju, se vkakar name obrne. Pri meni se to navigacijo dobi, naroči, to se pravi, da se jo kupiti z montažo red, pride majster, zmontira komplet vse komponente gor, skalibrira, tudi če iz RTK podatke mu kaj pride, da poj noto kuca in imaš ti v bistvu že vse prštiman. Samo še zadnji priključek prepneš, pa gremo na pole divat z avtopilotom. Servis je, podpora je, tako da ni nobenih težav. Je pa tako s to navigacijo, da se dobiti sam tale kit, ki pa še je načeloma na vse traktorje, ni važen od znamke, ni važen nič. Važen, da ima servo volan gor, da se to poj zamenja pa zrihta. Onga, ki zanima cena, najbolj da mi kar napiše, zato, ker se v tele cajtah to se skozi nekaj spremina in ne morem zale nekaj reči. Poj čez 2 let bo pa ena druga cena in ne bo preveč zabavno to poj rešvati. Lahko pa sam rečem, da je tale kit, to je vse, kar zraven dobiš, to se pravi antene, volan, računalnik. Vse, kar sem pokazal, je v kitu notu, kompletu. Tam je ne 5 jurjev, te pride pa tale navigacija. 5 do 6 jurjev nek pride tale navigacija. Tako malo od oka govorim, ampak za bolj točne podatke me pa kar kontaktirajte. Magar napišite ali pa pokličite. Jaz te navigacije že enkrat malo spremljam pa gledam. Taki kiti so kar dragi in tole lahko garantiram, da je eden izmed najcenejših. Če ni še celo najcenej, pa dober je. Bom pa tudi pa še kakšen posnetek daj več pripel gor, ko bom na pol delal. Zdaj tako ne morem, ki je taka zemlja mokra, pa to mu se zgonil. Prav fan se palamo. Sicer to, da vse malo prazno divam, samo to, da malo pokažem, ampak, lej, bo še prišvati ta pravega izraza. Evo, vink. Kar fletno višel. Kva ga je fan zmotal. Če me mluži, da je fletno pelok, sem ga prej lahko naučil. Čiu.